Pozdravljeni. Na vrsto je prišla že velika nagrada Monaka. In kot ponavadi, tudi tokrat v uvodnem prispevku si bomo ogledali vse tiste značilnosti in zanimivosti tega znamenitega prizorišča, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 med seboj dobro ločene dele, kjer se bomo najprej ustavili pri tistem, kar se je zanimivega zgodilo na lanski izvedbi dirke za veliko nagrado Monaka. Nato bomo našo pozornost usmerili k lastnostim proge in na koncu nekaj minut porabili še za vremensko napoved. A začnimo seveda s tistim, kar se je zanimivega zgodilo lani. Tu moramo najprej poudariti, da smo na lanski izvedbi velike nagrade Monaka spremljali pravo odo neumnosti. Videli smo, kaj se zgodi, ko FIA dobesedno podleže pritisku publike. In publika nima vedno prav. Mnogokrat sem že dejal, da je bolje imeti kvaliteto kot kvantiteto. Ampak publika se je na ulicah Monte Carla zaželela več postankov. In pri FII so se izmislili, da morajo v lanski izvedbi te dirke vozniki uporabiti 3 mešanice, ki jih imajo na razpolago, kar posledično pomeni 2 postanka ali več. In tu je treba poudariti, da ta domislica se je izkazala kot tragikomično neumno. Namreč videli smo, da med prvimi 10 na štartnem razporedu ni prišlo niti do enega pravega prehitevanja na progi. Vsi so samo skrbeli, kako ne bi bili oškodovani z onim drugim postankom. Jasno vam je, da običajno dirka po ulicah Monte Carla zahteva samo eno ustavljanje pred lastno garažo in menjavo samih koles. A videli smo, da so ekipe na to izjemno neumno idejo dobile tudi rahlo manj neumno rešitev. Namreč določile so, da bo eden izmed 2 voznikov zadrževal vso gnečo vozil za seboj in tako omogočil moštvenemu kolegu, da bo v miru opravil prvi in predvsem drugi postanek in tako ne bodo izgubili preveč mest. Na koncu smo videli dirko, ki je bila vse prej kot ono, kar si je publika želela. Zmaga je odšla k McLarenu, namreč Lando Norris, najboljši na kvalifikacijah, je bil prvi tudi na sami dirki, za njim Charles Leclerc in na 3. mestu Oscar Piastri. Lahko bi dejali brez nobenih pretresov. In treba je tu dodati še nekaj kot zanimivost. Na kvalifikacijah je Lando Norris dosegel najhitrejši čas na ulicah Monte Carla. Minuto, 9 sekund in 954 tisočink, kar bo, kar se tiče kvalifikacij, vsaj po mojem mnenju, še kar nekaj časa veljalo za rekord. Ampak brez skrbi, letos so to butasto pravilo izbrisali in dvomim, da bodo pri FII še kdaj oziroma vsaj ne tako hitro podlegli takšnim in drugačnim pritiskom same publike. A poglejmo si sedaj, kakšne so lastnosti proge. Tu je najprej treba poudariti, da verjetno vsi mi progo po ulicah Monte Carla poznamo izjemno dobro.
verjetno marsikdo izmed vas tudi ovinke pozna po tistem lastnem imenu in ne po zaporednih številkah. A treba je tu dodati, da imamo kar nekaj zanimivih sprememb. Najprej, kar se tiče pnevmatik. Namreč vidite lahko na preglednici Pirellija, da so letos sem pripeljali C3, C4 in C5. Ker so ukinili isto neuporabno mešanico C6, je logično, da so letos pripeljali sem z stopnjo trše komplete, ampak to verjetno ne bo spremenilo bistva. Namreč lastnosti proge so enake, kot smo jih videli že desetletja. Poudarek je na pospeševanju, ker je vrednost 5, medtem ko zaviranje ima le vrednost 2. Treba je poudariti, da kar se tiče stresa pnevmatik, kar se tiče abarzivnosti asfalta, kar se tiče bočnih sil, imamo tisto najmanjšo vrednost na sami lestvici, torej 1, in oprijem asfalta ima vrednost 2. Kar se tiče evolucije same proge, imamo pa zopet tisto najvišjo vrednost, torej 5. Kot zanimivost, ostanek je tu preračunan kot izguba 21,8 sekunde, torej zaokrožimo na 22 sekund, ampak bolj zanimivo je naslednje. Kolikšne so spremembe, ne toliko pri previsnem kotu, kot pri samem minimalnem tlaku v pnevmatikah. Namreč previsen kot je tudi letos identičen lanskemu. 3,25 stopinje na prednji osi, 2,25 na zadnji osi. Ampak kar se tiče tlaka, je zadeva zanimiva, primerljiva s tistim, kar smo videli lani. Namreč na prednjem paru koles je tlak določen na 24 funtov na kvadratni palec ob hladni pnevmatiki, nato se lahko tlak zviša za pol funta na kvadratni palec, na zadnji osi imamo pa to določeno kot 23 funtov na kvadratni palec. Zopet s to pripombo, da se lahko za pol funta na kvadratni palec dvigne. Ampak kaj smo videli lani? V bistvu podobno situacijo. Na prednjem paru koles tlak 20 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa 19 funtov na kvadratni palec. Funt na kvadratni palec razlike med prednjo in zadnjo osjo, in edina razlika je ta, da so za 3 funte praktično dvignili vse vrednosti. In lahko bi dejali, da so zadeve dokaj podobne lanski. Ampak nismo še končali. Pred nekaj dnevih smo govorili o spremembah, kar se tiče aerodinamike na dirki za veliko nagrado Monaka. In tu imamo še eno zanimivo spremembo, kar se tiče električno-hibridnega dela. Dobro vam je znano, da ko bolid preseže določeno hitrost, začne moč na razpolago MGUK-ja padati. In tu imate graf, ki kaže, kako se ta energija manjša praktično po doseženi hitrosti 200 km/h. Če graf primerjamo s tistim, kar je bilo na veliki nagradi Kanade, bomo takoj videli bistveno razliko. Tam je hitrost začela padati pri 290 oziroma 340 km/h, kar pomeni, da se tu v Monaku bojijo, da bi bolidi dosegali previsoke končne hitrosti, ker bi bilo, uganili ste, ekstremno nevarno. A videli bomo, kaj se bo dogajalo na progi. Nam je ostal še zadnji del, torej vremenska napoved. Danes bo vremenska napoved dokaj hitra in enostavna. Namreč v petek, soboto in nedeljo bomo imeli skorajda identične pogoje. Sončno bo vse 3 dni in temperature se bodo gibale med 17 in 20 stopinj Celzija, kar je po mojem skromnem videnju idealno. Vetra ne bo preveč v izobilju in kar se tiče padavin, imamo vse 3 dni približno 20% možnost, da bomo videli na asfaltni površini kakšno kapljico, ampak nič več od tega.
Torej, če zaključimo, čaka nas zanimiv vikend z obetajočo vremensko napovedjo in kar nekaj vprašanji, na katere bomo pa skušali dobiti odgovor v naslednjih prispevkih. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.